Za okoli 30 učenk in učencev iz zavoda Cirius je bil danes prav poseben dan, saj so se v organizaciji športnega društva Sapa odpravili na jadranje v Izolo. In zakaj so se v ŠD Sapa odločili za to potezo? Športno društvo Sapa organizira samostojni projekt, enodnevno jadranje z imenom Jadranje za jutri, ki je posvečeno in namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki verjetno nikoli v življenju nimajo take možnosti in izkušnje užiti čar jadranja, doživeti valove, čutiti veter na svojih licih. Zato smo se člani odločili, da jim to nekako omogočimo s pomočjo naših donatorjev in sponzorjev. Nas je 12 članov in vsi z veseljem danes sodelujemo brezplačno v tem humanitarnem projektu. Pa se ta projekt iz leta v leto ponavlja, letos prvič? Ne, letos je že tretjič, ponavlja se seveda, upajmo, da se bo dalo to nekako sredstvi urediti. Vsakoletni želja je to še malo razširiti, je pa tako vsako leto druga šola, tako da čim več otrok to učuti tudi ne samo v Kamniku, mogoče celo Domžale in večja okolica. Pa si poglejmo, kako je izgledal današnji izlet. Okoli 7 zjutraj so se učenci skupaj s svojimi spremljevalci počasi odpravili v vozila in nadaljevali pot po avtocesti do Kopra oziroma Izole. Nekaj čez 9. uro so prispeli v izolsko marino. Vprašanje, ki smo si ga zastavljali, se je glasilo. In kam nas boste zdaj popeljali? Ja, naš cilj bo 3x3 skupine, tako da gremo s 3 jadrnacami uspeli Pirana. Pri Piranu bomo verjetno obrnili, piha dober prijeten veter, ne preveč, mirno morje je, mislim, da bo otroci uživali v tem dnevu. In res je bilo tako, pa si oglejmo, kako je potekala plovba. Jože, kar potegem malo pa gremo. Vidimo pa tudi kar odlično. Ste na kaj tam? Ne. Uživite! Vsi uživamo. A to je zdaj na motoren pogon ali na veter? To je zdaj na motoren pogon. Aha. Na veter bomo pa v pristaniščih se ne sme jadrati, razen tukaj ima dovoljen v portoroški marini, da na jadra pristaja. Bomo pa jadrati vodo, ko pridemo iz marine. Aha. Bomo jadra vam potegnili, bomo... Večkrat bolj čas delim, da gre tam ne imam zajle, zdaj kot tako. Tako, evo, še malo potegnete, nav treba nič ročki, še večkrat dosti je. Dosti. Zapriš topar, ja. Vajek je strah. Je v redu. Evo, in topar. No, super. A je bilo težko tole vrv odleči, da si jadr postavil? Tle imamo gledati, recimo speedover gram, da se prost po GPS-u, recimo gremo zdaj 30-letna vozla. Zdaj imamo puls, 343 stopinj, to je pa naša pozicija. Zemljepisna širina se vse. Tle imaš pa recimo koridor in recimo, če tole postaviš sem, to se pravi, tukaj imamo mi 1,635 milje, tak ni realno, v bistvu te tako imamo v bistvu kvaliteten način. Tok zraka na obeh straneh jadra enako hiter, ker mi ne lovimo jadro veter, da nas poriva, ampak je to deluje kot letalsko krilo in nas vakuum vleče naprej. Ja. To vse obstaja, Na morje damo. Samo damo telefone van, če padne. Se bačka malo nagne, to je čisto normalno, to smo že rekli, ne?
krmariti ladjo? Skoraj več metra, veš. To bo šolo. Čisto preprosto. Takole tankaš. Kjer še? Sem moraš priti, nazaj. Hvala. Ok, čau. Učitelji in učenci so bili zelo zadovoljni z izletom. Prisrčno odzvala in naši garnituri fantov v modro pisanih belih majicah. Zdaj vseh imen niti ne vem, Matej, Dare, pol Matjaža tam poznam, sicer ne vem, kje je. Ostali ste pa mornari, to prav. Čudovite dan, jasno vreme, fajn družba, tako da eno lepo doživetje in bomo rekli, da je to za vse nas prisrčen dan in seveda znak prijaznosti, pozornosti in ne nazadnje tudi darila. To, kar boste vi nam danes dali, podelili, poklonili, sem prepričan, da bomo mi ponesli k seboj v kamnih, vsi skupaj, in da tiste zgodbice, da se 4 hiše med sabo ne morejo razumeti in se med sabo prepirajo, da se to zagotovo ne bo poznalo in bomo rekli, da si raje ljudje med sabo pomagamo in imejmo vrednote spoštovanja, prijaznosti in pozornosti ter ljubezni vsakodnevno na dlani. Hvala lepa.